Občina Brda se je že tretje leto zapovrstjo udeležila 18. praznika sira. Po besedah direktorja turistične organizacije je to praznik, ki se ga vsako leto udeleži od 10 do 12 tisoč obiskovalcev. Med 120 razstavljavci najdemo tudi predstavnike Brd, ki ponujajo briška vina, katera se odlično spajajo z najboljšimi lokalnimi siri. Pod avstrijskim cesarstvom, katerega člen so bile tudi vaši kraji v Brdih, so ženice z Brd nosile češnje na Dunaj. In mislim, da bi bilo prav, da povežemo in da to tradicijo navežemo še z drugimi kraji v Avstriji in da to prispevamo s tem k tem povezovanju, kot smo prej rekli. Lahko rečemo, da ti toplični stiki dobro delujejo in upamo, da bodo tudi odrodili. Lepo je, da je ta prireditev prekoračila državne meje. Veseli nas, da lahko pozdravimo župana občine Brda, gospoda Franca Mužiča. To partnerstvo traja že 3 leta. Kaj je posebnega v tem sodelovanju? Najprej, dame in gospodje, spoštovani gostje, dragi prijatelji, vsem prav lep pozdrav tudi v imenu občine Brda. Prijatelju, materji, hvala lepa za tretje povabilo na ta čudovit praznik sira, ki se še kako ujema tudi s tem, kar v Brdih proizvajamo, tam pa imamo lep in prijeten pridelek, ki mu pravimo vino in sake. Vsekakor se ni kot obmejna občina, saj občina Brda je najzahodnejša občina v Republiki Sloveniji, kar dobre 2/3 meje tvori meja z Republiko Italijo, tako da imamo nekako izkušnje sodelovanja preko meje. No, še enkrat hvala lepa prijatelju Matverju za to povabilo. Prepričan sem, da se bo prav tako tudi on odzival, ko da bomo vabili na naš praznik češenj, kateri je običajno drugi vikend v juniju. Ein kulinarischer Gruß, wie ich sehe. Ich danke sehr herzlich. Praznik sira je za občino Köčach-Mauten paradni konj turizma, na katerem ne predstavljamo samo regionalnih dobrot, ampak tudi mednarodne. Kaj menite o sodelovanju z občino Brda? Prav zaradi tega mednarodnega sodelovanja smo veseli obiskovalcev iz Italije, drugih evropskih držav in predvsem se veselimo obiska naših prijateljev iz občine Brda. Sodelovanje smo začeli pred 3 leti in nastala je trdna prijateljska vez. To sodelovanje poteka obojestransko. Mi Brda obiščemo ob prazniku češenj, kar je za nas poseben dogodek, prav tako se veselimo tudi obiska naših prijateljev iz Brd na našem prazniku. Über dieses fantastische Fest. Was bedeutet dieses Fest? Kakšen je pomen tega praznika za vas? Praznik sira je kulinarični višek za našo občino. Poimenujejo nas tudi najokusnejši kotiček Koroške. Ausgezeichneten Gastronomie und der guten kulinarischen Produkte, die wir hier haben. Und das Käsefest ist sozusagen der Botschafter nach außen hin, wobei wir hier nicht nur regionale Köstlichkeiten anzubieten haben, unser Brauchtum und unsere Traditionen, sondern auch international eine sehr große Beteiligung von vielen Ausstellern haben, aber natürlich auch von Brauchtumsträgern, sodass hier der internationale Flair auch gegeben wird. Mi, ki smo organizirani v Alpsko-Adranskem centru v Celovcu, smo že pred več kot 10 leti pričeli to sodelovanje z Brdami konkretno in tudi z drugimi občinami v Sloveniji in v Avstriji. In to dogajanje danes v Köčach-Mauten je pravzaprav samo en tak slučaj od mnogih. Vzamemo praznike češenj, ki se dogajajo zdaj že tradicionalno tudi v Celovcu, Beljaku, Klobasnici in tako naprej, ali pa vse te dogajanja, ki so bila v preteklih letih v raznih krajih tu na Koroškem. Mislim, da smo s tem povezovanjem uspeli in da moramo po tej poti naprej, ker samo to pomaga,
da se tudi med sabo bolje spoznamo in da dejansko zavlada med nami, med Korošci, med Slovenci tukaj na Koroškem in med Matico tudi še boljše sporazumevanje. Lahko rečemo, da so se odnosi med Slovenijo in Avstrijo, kar se tiče manjšine, v zadnjih letih močno otoplili. To je res. Predvsem rešitev teh dvojezičnih napisov je v dobri meri pripomogla k tej otoplitvi. Mislim, da smo mi prav od našega centra bili eden od motorjev vseh teh začetkov. Če se spominjate, tudi en deželni glavar Hajdar je moral biti, mislim, tudi njega smo morali pravzaprav pripeljati do tega, da je soprispeval k tej otoplitvi in pozneje tudi drugi za njim. Seveda zdaj se na Koroškem marsikaj spremenilo, tu imamo zdaj drugo situacijo, imamo drugo vlado in upam, da bo to držalo tudi naprej, da bomo to otoplitev tudi še bolje doživljali in med sabo se še bolj razumeli. In verjetno tudi gospodarsko izkoristili. In tudi gospodarsko izkoristili, to danes predvsem velja tudi za Slovenijo, ki je v nezavidljivem položaju gospodarskem. Mislim, da bi bilo prav, da se tu še bolj med sabo pomagamo.